Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večer izjutraj, dnevni informativni podcast, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je ponedeljek, 15. september 2025. Moje ime je Tjaša Gajšek. V nadaljevanju. Mateja Tonina je na vrhu stranke NSI zamenjal Jernej Vrtovec. Kakšne spremembe to pomeni za stranko? Na trgu je vse več popoldanskih dejavnosti, ki so namenjene že predšolskim otrokom. Kdaj vpisati otroka in koliko dejavnosti izbrati. Delo od doma za mlade pomeni svobodo, ki lahko vodi tudi v občutke osamljenosti. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Konec tedna je na domačem političnem parketu najbolj odmeval kongres stranke Nova Slovenija, ki se ga je udeležilo 349 delegatov. Tam je bil tudi naš novinar Matej Grošelj. Matej, kakšni so bili glavni poudarki sobotnega srečanja Nove Slovenije, kaj se je dogajalo na Polzeli? Ja, Nova Slovenija je po 7 letih dobila novega predsednika, Mateja Tonina, ki se mu je iztekel rok uporabe na čelu NSI, je zdaj zamenjal njegov tesni sodelavec Jernej Vrtovec. Pot do zmage na kongresu zanj ni bila pretirano zahtevna, razmeroma neznanega protikandidata Antona Hareja je premagal z veliko razliko, na koncu je prejel 85% podporo in to kaže na to, da mu delegati močno zaupajo in verjamejo, da bo stranko čez dobrega pol leta uspešno popeljal na parlamentarne volitve. Ta prepričljiva zmaga Vrtovca ni nobeno presenečenje, ker so mu podporo že pred kongresom zagotovili vsi vplivni stebri moči v stranki. In ta zamenjava Tonina z Vrtovcem na neki način predstavlja zagotovilo, da bo stranka nadaljevala po začrtani poti. Glavni cilj novega predsednika pa bo preživetje stranke na naslednjih volitvah. Glede na to, da je konkurenco na desnem polu zaostril Anže Logar z svojo stranko, bo za Vrtovca uspeh, če bo stranka ponovila rezultat izpred 3 let, ko je osvojila 8 mandatov v državnem zboru. Kako se torej stranka pozicionira po zamenjavi vodstva? Prihaja do kakšnih sprememb? Vsekakor. Govori najvplivnejših članov stranke na kongresu dejansko ne puščajo nobenega dvoma, da se stranka odmika od sredine političnega prostora in zavija ostreje na desno. Očitno je tudi, da bo v predvolilnem obdobju poskušala nagovoriti volivce z rigorozno, tudi populistično kritiko do aktualne oblasti. Na kongresu so denimo padale težke besede, govorci so kar tekmovali med seboj, kdo bo uporabil hujše pridevnike za Golobovo vlado in pa tudi za stanje duha v državi. No, stranka se zdaj enotno zavzema za to, da bi Slovenija po volitvah prihodnje leto dobila razvojno desno vlado. To v praksi seveda pomeni, da za NSI ni več ovir za sodelovanje z SDS-om. Tudi slovo Tonina z vrha stranke je bilo povezano s tem, da je v zadnjih 3 letih zagovarjal znano stališče, da NSI ne bo več sodelovala v vladi, ki bi jo vodil Janša. To marsikomu v stranki ni bilo všeč, zato je zdaj ta nova smer stranke pravzaprav tudi pričakovana, logična, če hočete. Očitno je, da krščanski demokrati zdaj precej mehčajo stališča do največje opozicijske stranke in na drugi strani odpirajo fronto proti vladi, predvsem proti Gibanju Svoboda. Če pa potegnemo črto skozi celoten politični prostor, pa imamo nekaj mesecev pred volitvami zelo jasno pozicionirane stranke tako na desnici kot na levici in tu pravzaprav ni nobene bistvene dileme več. Izhodišča vseh strank so zelo jasna. Nova Slovenija se je sicer v zadnjem času znašla v središču 2 odmevnih afer. Kako se branijo v stranki in kako bi vsi očitki lahko vplivali na njen volilni izid? To je odvisno predvsem od tega, kaj vse bo še prišlo na dan do volilne nedelje. Vsekakor to ni enostavna situacija za stranko, ki pa se zdaj brani izključno tako, da vehementno zanika vse obtožbe in s prstom kaže na Gibanje Svoboda, češ, da so jim oni nastavili politično past. Jaz bi rekel, da vsi ti očitki, ki so se zgrnili nad Novo Slovenijo, absolutno terjajo več pojasnil.
Javnost težko pristane na tezo, da gre izključno za neke izmišljene afere, ker vsebina dosedanje dokumentacije, ki je prišla v javnost, kaže nasprotno oziroma odpira kar nekaj vprašanj, odgovorov pa še kar ni. Stranka je doslej zamudila priložnost, da bi upravila samorefleksijo. Taktično se je raje odločila, da se bo branila z napadi na nasprotnike in ravno takšna pozicija stranke je neprepričljiva in dejansko ne vliva zaupanja, da je NSI sposobna delati drugače, kot sicer napoveduje, da bo. Matej, hvala za tvoja pojasnila. Začetek novega šolskega leta pomeni tudi vpise popoldanske aktivnosti za otroke. Izbira je velika: ples, igranje inštrumenta, učenje tujega jezika, nogomet, atletika, gimnastika. Aktivnosti, ki jih otrok izbere po šoli, pa so za starše lahko zraven organizacije in vožnje tudi velik finančni zalogaj. Na trgu pa je vse več tudi takih aktivnosti, ki so namenjene že predšolskim otrokom. Toda nekateri strokovnjaki opozarjajo, da otroke prehitro potegnemo v svet dokazovanja. Natečaja je Helen Doron, metode, ki po vsem svetu otroke se od dojenčkov do 19. leta starosti uči angleščine, je v Sloveniji letno vpisanih okrog 4000 otrok na 17 lokacijah. Nina Žerjal, ki skrbi za razvoj franšize pri nas, zagovarja tezo, da je treba otroke tujemu jeziku izpostaviti čim prej. Tako pravi, otrok je do 6. ali 7. leta zelo dovzeten za učenje, sploh za jezike ima odprto okno, v katerem učenje poteka hitro in intuitivno. Če to okno zamudimo, se mora jezika učiti z logičnim pristopom in pravili. Da je tudi pri izobraževanju na področju glasbe in baleta treba začeti v zgodnji dobi, meni ravnateljica Konzervatorija za glasbo in balet Maribor Helena Meško. Konzervatorij, ki je del javnega glasbenega sistema, predvideva, da se otroci v predšolsko glasbeno vzgojo vključijo pri 5 letih, v balet pa pri 6. Profesor Sebastian Kristovič z Univerze Alma Mater Europeja komentira, da so v osnovi dodatne dejavnosti za otroka dobre, a težava je v tem, kako jih izpeljemo. Namesto sproščene in spontane igre, v kateri bi otrok razvijal odnos sam s sabo in z domišljijo, nanje negativno vplivajo pritiski staršev in trenerjev, meni. Ravnateljica osnovne šole Danile Kumar in predsednica Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije Mojca Mihelič pa meni, da je manj več. Tako pravi, če se starši že odločajo, da bodo otroka po šoli peljali še na dodatno dejavnost, je moje priporočilo kot dolgoletne šolnice in nenazadnje tudi mame, da izberejo največ 2, pri čemer naj bo ena za glavo, druga za telo. V časopisu in na spletni strani večer.com soočamo še druga mnenja šolnikov o tem, ali naj otrok s popoldanskimi aktivnostmi res začne že v vrtcu in kakšna je prava mera. Vedno več mladih se srečuje z izzivi, ki jih prinaša delo od doma, ki spreminja trg dela in odnose v podjetjih. Mladi zaposleni pričakujejo fleksibilnost, priložnosti za rast in trajnostne vrednote. Čeprav delo od doma omogoča svobodo, ima tudi svojo ceno. Mnogi mladi namreč poročajo o pomanjkanju mentorstva in občutka osamljenosti. Delo od doma zahteva veliko samodiscipline, prinaša pa tudi občutke izoliranosti in lahko vpliva na karierni razvoj. Mladi, ki se s sodelavci in nadrejenimi srečujejo le prek zaslonov, so namreč pogosto manj opaženi. Manj je priložnosti za neformalno izmenjavo znanja, hkrati pa se izgubljajo socialne veščine. Julija Pirnat iz službe za zaposlovanje na Zavodu Republike Slovenije ob tem še opozarja, da lahko tovrstno delo vodi v izgorelost, če mladi ne znajo ločiti med delom in prostim časom. Po njenih besedah je najbolj na udaru generacija Z, rojena med letoma 1995 in 2010, ki šele vstopa na trg dela. No, na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa poudarjajo, da gre za najbolj digitalno pismeno generacijo doslej, vajeno hitrih sprememb in stalne povezanosti. Takole pravijo, odraščala je v obdobju hitrega razvoja tehnologije, ki ima na njihovo življenje pomemben vpliv. Ta generacija je drugačna tako v razmišljanju, kot tudi v načinu delovanja in pričakovanjih. Njena prisotnost na trgu dela prinaša številne spremembe, kar predstavlja tako izzive, kot tudi priložnosti za podjetja. Evropska statistika kaže zanimivo sliko. Leta 2023 je v Evropski uniji redno od doma delalo približno 14% vseh zaposlenih, med mladimi od 20. do 29. leta pa že več kot vsak 5. Slovenija se evropskemu povprečju hitro približuje, podjetja pa vse pogosteje uvajajo hibridne modele. Nekaj dni dela od doma in nekaj v pisarni, še piše naša novinarka Sanja Verovnik.
To je bil večerodnevni podcast Večerje zjutraj 15. septembra 2025. Z vami sem bila Tjaša Gajšek. Kakovostno novinarstvo lahko podprete, da se naročite na tiskani spletni Večer. Postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji, ni drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti pogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.